Dvojni doktor Marko Pavliha. Bova kasneje kakšno rekla še o tem. Najlepša hvala za pripravljenost, da se danes pogovarjava predvsem o vrednotah, ampak tudi o vsem, kar jih obdaja, kar jih uresničuje in tudi osmišlja. In hvala tudi za povabila v ta sončni del Slovenije, kamor sva s kolegom Darjanom prišla z največjim veseljem. Hvala tudi za prelepi sprejem. In verjamem, da bo naš pogovor prispeval k temu, da navdihnemo vse, ki bodo letos v času tednov vseživljenjskega učenja udejanjali vrednote z dogodki, ki jih bodo organizirali in s tem zasejali neko seme, ki bo še dolgo ostalo v ospredju. Jaz sem si... Ja, če smem pa Seveda. seveda vrniti z dvemi čestitkami in tudi zahvalo. Najlepša hvala za povabilo, gospa Zvonka, oziroma sva rekla, da se tikava. Zdaj se bom gospa odvadil. Lep pozdrav tudi Darjanu, ki naju spremlja. Ampak iskrene čestitke za kar 30 letja aktivnega delovanja Andragoškega centra, zlasti na področju vseživljenjskega izobraževanja, tudi s tedni, ki jih organizirate. Spomnim se davnega leta 2015, kako smo imeli v Smeltu, če se ne motim, krasen dogodek. Še posebej tebi, Zvonka, pa iz srca čestitam za res prestižno mednarodno priznanje, da so te uvrstili v samo mednarodno dvorano slavnih ljudi, ki se ukvarjajo z vseživljenjskim izobraževanjem, nadaljevanjem izobraževanja. To je res velika čast in seveda, če gori tvoja sveča, potem smo v njeni svetlobi in potem tudi prižgani drugi, tako da je energija toliko večja. Hvala lepa. V tem duhu bi lahko uporabila tudi svetilnik, ki je naslov tvoje knjige, Marko, na katero se bova še vračala in ki tudi služi kot simbol, a ne. V bistvu smo karkoli dosežemo, se mi zdi, kot posamezniki ali kot družba, smo sveče, svetilniki, smo lahko vzor, pa hkrati tudi dovoljenje drugim, da se podobno naravnajo in to na področjih, kjer so najboljši. Mislim, da je ključno to, da vsak človek najprej ugotovi, kje je tisto področje, na katerem se resnično dobro počuti, kjer se uresničuje kot človek. Kaj je to bilo zate, poleg teh dveh doktoratov? Vse doktorati so pravzaprav postranskega pomena, eden znanstven, drugi častni. Moj dobri prijatelj, najin skupen prijatelj, pater doktor Gržan, bi rekel, da je to vse skorajda kič oziroma nepotrebni okraski na božičnem drevescu. Seveda nam taki okraski godejo, zlasti mogoče v kakšnih težjih trenutkih, pa sam sebi rečeš, no, saj mogoče pa nisem tako zavozil svojega življenja, sem že nekaj dosegel, ampak te okraski, v narekovajih, so dragoceni, če so samo posledica nečesa, kar človek počne. In hvala Bogu je pri meni bilo tako. Kar se tiče moje profesionalne poti, lahko rečem, da sem jo v celoti posvetil morju in povezanim pravnim vidikom, pomorskemu pravu, transportnemu pravu, no in oba doktorata to odražata. In lahko bi rekel, da je eden od mojih smislov tudi ta. Ampak če bi šel še globje, kaj me res osmišlja v življenju, pa to daleč presega mojo stroko. Osmišlja me zlasti ljubezen, pa to naj ne bo floskula, kot nekateri rečejo, ne. Potem bojo rekli, potem pa temu dodaj vsaj še mir. Ja, tudi mir. Jaz mislim, da so ljubezen, mir in zdravje, in ko rečem zdravje, mislim psihofizično zdravje, ključni za karkoli drugega. In to morajo biti vrednote, ker na to pozabljamo. In če se ljubeče odzivamo na vse impulze iz okolice, torej ne samo do najdražjih, ne samo recimo v mojem primeru do moje soproge Ester, do 2 otrok, širše družine, nenazadnje do živali, recimo psa, ne, širše, do celotnega stvarstva. In če ima človek rad vse, kar je okoli njega, potem je seveda tudi miren,
bistveno večja možnost je, da bo dosegel notranji mir. Če bo notranji miren, je več možnosti, da bo zdrav, telesno in psihično. In če bo vse to povezano, potem si pa upam trditi, ne bo več zunanjega nemira, da ne rečem vojn, spopadov in druge kalvarije, ki jo spremljamo vsak dan. Tako da vedno znova razmišljam v tej smeri, se mi zdi to pomembno, mislim, da je to tudi rdeča nit moje avtobiografije, Svetilnik, Padci in pobiranja poetičnega pravnika. Moram takoj povedati, ne bi rekli v latinščini caveat, da te knjige nisem napisal z nekega svojega lastnega napuha, kdo pa sem, da bom pri svojih 60-ih, takrat zdaj že 62-ih, pisal spomine, ampak na povabilo založbe Kiara. No in že sama založba, torej njeno ime Kiara Svetloba me je pritegnila, ker objavlja knjige, ki so svetle. No in zato tudi Svetilnik drug drugemu svetimo v temi na takšen ali drugačen način, zlasti mogoče med padci. Kajti padci so tisti, ki nam pomagajo pri osebnostni rasti. In zato je eden od mojih smislov, ki je seveda tesno povezan s tistim, kar sem prej dejal, tudi vsaj poskus nenehnega izboljševanja. Ne bom rekel, da mi to vedno uspeva, ampak če človek nenehno refleksira, ko rečem nenehno, v mojem primeru je to vsaj enkrat na dan, kaj sem naredil dobrega, ali sem koga prizadel, ali sem naredil karkoli, česar bi se sramoval in tako naprej, je to že zelo dobra popotnica. Niti ni treba meditirati, pa se z jogo ukvarjati, uporabljati druge tehnike. Ne, to je tisto, da sam sebi nastaviš zrcalo, ampak ne kot narcis, da bi se v svoji podobi naslajal in tako in potem ali pa v jezerski gladini naposled potem padal v vodo zaradi obsedenosti sam s sabo. Ne, na drug način. In zato se mi zdi, da se taki ljudje na nek način privlačimo, tako so se midva spoznala že pred leti, pa praktično vse ljudi, ki jih poznam iz Andragoškega centra, tako delujejo. In ker pravijo, da gliha v kup štriha, je to eden od primerov, da tudi dobro povezuje. Namreč ta gliha v kup štriha je bil včasih, ali pa mogoče še vedno v slovenščini mišljen negativno, ne? Torej zlikovci držijo skupaj, ne? Nekateri, ki imajo slabe namene, se žal večkrat povežejo kot tisti, ki imamo dobre, ne? Tisti, ki pa imamo dobre namene, smo pa včasih verjetno zaradi raznovrstnih razočaranj prevečkrat potem umaknjeni v samoto. Kar malo introvertirani postajamo, preveč individualisti, ker smo bili tolikokrat deležni takšnih in drugačnih udarcev, padcev, kritik, da na koncu obupamo, pa si mislimo, bom jaz raje, ne vem, res meditiral v neki votlini in poskušal biti čim bolj srečen. Pa ne gre tako. Ne moremo biti srečni brez drugih ljudi. Mi smo družbena bitja, že Aristotel je to dejal. In tega se moramo zavedati. In karkoli počnemo, bo imelo večji smisel, če bomo počeli tudi za dobrobit soljudi. Se strinjam. Načel si toliko tem in zdaj se moram ustaviti pri eni od njih in to bo spet zahvala za tvojo pobudo, ki je bila potem pospremljena še z drugimi, tvojo pobudo, da recimo 5. marec, Mančin rojstni dan, izkoristimo za to, da po vsej Sloveniji slavimo Mančino dediščino. Ona je veliko naredila za branje, tudi ti delaš veliko, nam postrežeš, s koliko sva rekla, 46 knjigami do sedaj, a ne? In še ena na poti. Ena trka, prvi roman, če lahko rečem, saj sem že imam tremo, kaj bo, ampak bomo videli. No? Ja, vse to prispeva k tej bralni pismenosti, ali bova raje rekla bralni kulturi Slovencev, ki je ravno tako pomembna. Ta umik v samoto se mi zdi zelo zanimiv pojav, jaz se vsekakor lahko s tem identificiram, tudi jaz sem te sorte človek.
ki včasih zaradi razočaranj, včasih pa po svoji naravi sem rada v samoti in takrat je najboljša prijateljica knjiga. Res je. In to, da, gliha skup štriha, ja, to botruje tudi današnjemu razgovoru, ker smo pomislili nate predvsem v luči, tega, kar bo letos nekako osrednje vodilo tednov vseživljenjskega učenja, to je tema, široka tema vrednote. Mi smo sicer opredelili 5, pa ne samo vrednot, 5 skupin vrednot. Ti si malce seznanjen z njimi, jaz že sproti pozabim, katere vse smo dali na prvo mesto, katere na drugo mesto, ampak posnetek, bo to, posnetek v okviru tega razgovora bo to povzel, ampak, v tebi smo čutili tudi na podlagi prejšnjih sodelovanj človeka, ki se zavzema za vrednote in ki jih živi. Že to, kar si prej povedal, da vsak dan nekako povzameš svoj dan in se povprašaš, kaj si dobrega storil in kaj morda tudi manj dobrega. Kaj meniš ti o vrednotah? So prisotne v našem vsakdanjem življenju? Slutim odgovor. Ja, prisotne so. Morda samo v obliki nekakšnega moralometra, ki ga ima posameznik v sebi, bodisi pa v zunanjosti. Vprašanje pa je, koliko ga upoštevamo, ne. Ta moralometer ima kar, velik diapazon, ne. Recimo od nule Ja. ali pa celo minusa in potem v pozitivnost. O vrednotah, etiki, morali, nenazadnje je pravo prepredeno, s tem se kar govori, se tudi, piše in kako drugače promovira, premalo pa udejanja. No, in ker si omenila najino skupno, prijateljico, lahko bi rekel, da eno večjih, imenitnejših žensk, prejšnjega in zdajšnjega stoletja v Sloveniji, doktorico Manco Košir. Midva sva se spoznala leta 2007, zaradi knjige. Namreč Manca je bila povabljena s strani uradnega lista, da se pogovarja z mano o knjigi, ki je imela naslov Pravnik na poti, komu ali kam. Prvič sva se srečala, v dar mi je prinesla beležnico, kamor naj bi si zapisoval kakšne ideje, ki se mi utrnejo še zdaj, jo imam doma, pa ni še čisto popisana, ker jo hranim kot nekaj, posebnega. Takoj sva se začela tikati, ona je predlagala in zame je bila to slavna oseba, ki sem jo poznal s televizije, iz filmov, tudi iz knjig, ne. Ampak zakaj to govorim? Zato, ker sva potem v nadaljevanju mnoga leta sodelovala tudi ali predvsem v okviru gibanja Svetovni etos Slovenije, ki smo ga ustanovili leta 2012, torej bilo je proti koncu junija v Mariboru na Pravni fakulteti. No, in, prisoten je bil tudi oče tega projekta, legendarni profesor Hans Küng. Žal je tudi že odpotoval v onstranstvo. No, in, če preprosto povem, gre za projekt Weltethos, ne, v nemščini, ali pa Global Ethics, ki povezuje tako verujoče iz različnih religij kot tudi ateiste. Skratka, sloni na tistih ključnih vrednotah, ki so skupne vsem. Naj povem samo en primer zlatega pravila, torej ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da bi on storil tebi, ali pa še lepše, na pozitiven način, torej ravnaj z ljudmi tako, kot bi si ti želel, da oni ravnajo s teboj. To zlato pravilo najdemo v krščanstvu, v budizmu, v hinduizmu, zarastruizmu in tako naprej. Neverjetno. Akademik Tine Hribar je to nekoč, analiziral in o tem tudi pisal. Pa še druge vrednote so, recimo vrednote življenja, nenasilja, partnerstva, zlasti je mišljeno med moškim in žensko, ampak tudi, obče. No, in tu sva se z Manco tudi takoj našla, povezala, s knjigo, z branjem, z ljubeznijo in, to naju je družilo tako rekoč, do njenega odhoda. Celo na neki način sem ponosen, čeprav me še zdaj boli srce, da je bil njen zadnji dogodek, javni dogodek, to je bilo 14. aprila, lansko leto
v ljubljanski Švicariji, in sicer je gostila slavnega harmonikaša Marka Hatleka in mojo malenkost. Torej, pogovarjali smo se zopet prav o tej knjigi, ki je tule, o svetilniku, pa še o nekaterih drugih, o glasbi, in Manca je z zadnjimi atomi močmi prišla na ta dogodek. No, čez 14 dni se je poslovila, ampak imam to v spominu kot neko tako krasno slovo. Namreč ena od vrednot je tudi zavedanje minljivosti in hkrati večnosti. Da ne bom preveč zajadral v duhovnost, ampak tudi tu, oziroma o tem sva se večkrat pogovarjala. Oba sva prebirala profesorja doktorja Antona Trstenjaka, ki je o tem pisal, in Manca mi je v marsičem smrt približala v zadnjih letih tako močno, da pravzaprav je sploh več ne imenujem smrt, ampak samo prehod. In redko kdaj rečem, da je kdo umrl, rečem, da je preminil. Tudi v angleščini imajo tak lep izraz pass over, ja, recimo, oziroma odpotoval, smo v tuzemstvu, onstranstvu, skratka. In zanimivo je, ne, da danes, če bi kakšni neverni Tomaži zmajevali z glavo in rekli, kaj se pa zdaj nek profesor gre ezoterike, New Agea in tako naprej. Hvala Bogu, so najmanj brv, če že ne most med duhovnostjo in znanostjo spletli kvantni fiziki. In ko govorijo ljudje, da je to nekaj novega, nova veda, ne, tako sploh ni, ne. Od Maxa Plancka je že skorajda 100 let, pa cela plejada je potem Nobelovih nagrajencev, pa tudi tistih, ki žal niso dobili te prestižne nagrade, recimo Nikola Tesla, ne. Ampak zakaj to govorim? Vse to ustvarja neko zelo trdno podstat za vrednote. Namreč, kvantna fizika trdi, da je vse energija. Če je vse energija, smo vsi povezani, vsak z vsemi in vsem. In če smo vsi povezani, pomeni, da bo slehernik za katerimkoli dejanjem vplival tudi na druge in obratno. Zdaj pa smo pri tem, da ne spoštujemo vrednot samo zaradi tega, ker je to moderno, ker se tako spodobi, ker so nas starši tako naučili. Lahko jih pravzaprav spoštujemo čisto iz sebičnih namenov, ki pa so altruistični. Kajti, če bom jaz boljši, bo to pomagalo Zvonki, bo to pomagalo Darjanu in vsem, in seveda tudi obratno. Tako da mislim, seveda, da so vrednote precej potlačene zaradi korporacij, zaradi skorumpiranih politikov in še bi lahko našteval, ne nazadnje tudi zaradi kvarnega vpliva raznih socialnih omrežij ali pa nasploh digitalizacije, ampak še vedno mislim, da je to samo eden od problemov, ni to ključni problem, zaradi tega, ker lahko tovrstna omrežja tudi povezujejo. Spomnimo se samo obdobja v času covida. Če ne bi bilo teh možnosti, od Zooma do Facebooka, Instagrama, dobro, Twitter ali X, kot se zdaj imenuje, po moje ne spada v to kategorijo, ker je res bolj namenjen javnemu pljuvanju in obkladanju, ampak na nek način to res lahko povezuje. No, in če bi sam sklenil na kratko, kaj se mi pri vrednotah zdi najpomembnejše, je zrcalna plat ali pa druga plat medalje, ki se imenuje pravica. Namreč premalo pozornosti posvečamo dolžnostim. Jaz študentom vedno znova, zlasti brucom, ko pridejo, ko so še takole malo nepopisan list papir, povem, kaj pravi tretji odstavek 15. člena slovenske ustave. Pravi, da so človekove pravice lahko omejene samo v primerih, ki jih določa ustava, recimo odvzem prostosti v primeru suma kaznivega dejanja in tako naprej, in s pravicami drugih ljudi.
In to je po moje ključno. Moja pravica do svobodnega izražanja je omejena s tvojo pravico do dostojanstva. Iz tega marsikaj izvira. In se mi zdi zelo pomenljivo, da je znameniti rimski pravnik, politik, retorik, tudi pisec Cicero v 1. stoletju pred našim štetjem svojo zadnjo knjigo kot neke vrste obsežen esej ali pa celo pismo namenil svojemu sinu, ki je imelo tudi ime Mark, z naslovom De officis, o dolžnostih. Cicero seveda ni vedel ali pa samo slutil, da bo to njegovo zadnjo delo, ker potem so ga ubili, ker je bil preveč pogumen, preveč napreden za tiste čase. No, prej so se pogovarjali, no, pri nas pa seveda si pa deležen mogoče kakšnih drugih metaforičnih usmrtitev, pa se zato umakneš v samoto, ampak to ni najboljša pot. No, in v tej knjigi sinu daje napotke o tem, kako je treba živeti častno, dostojanstveno življenje, se zavedati tega, da nismo sami na tem svetu. Lahko bi rekli, nekoga moraš imeti rad, nismo rojeni le zase, recimo, če citiram tudi Cicerona in Platona. No, in to bi moral prebrati sleherni človek, ne samo intelektualec. Se zavedati tega, spet smo v tej medsebojni povezanosti, ampak če recimo vzameva zdaj kar generacijo, ki je najbolj na udaru zaradi permisivne vzgoje in tudi digitalizacije, generacijo Z, kot ji rečejo, je eden od ključnih problemov ta, da se absolutno ne zavedajo svojih dolžnosti. Dolžnosti, ki jih ima človek, ne bom rekel ravno od rojstva, ampak zelo hitro. Ko si star 3-4 leta, ko se zavedaš sebe in okolice, takrat bi morale priti prve zaveze in obveze. Do sebe, do ožje družine in do družbe. Pa bi bila to lahko že prava pot. Zato vedno znova poudarjam pomen vzgoje. Pravim, da brez vzgoje ne bo šlo. Tudi vrednot ne bomo bolj spoštovali, ampak kot pravi imenitna strokovnjakinja Leonida Zalokar, pravi, za začetek bi morali vzgajati starše. Kajti starši so, pa ne samo mlajši, tudi starejši, ne, so že tako vpeti v neke kapitalistično-korporacijske trende, če lahko tako rečem, ne, da pozabijo, da to ne morejo in ne smejo biti vrednote za lastne otroke. Denar je pač sredstvo, ki nas lahko do neke mere osvobaja, seveda še sami ne vemo, kdaj nas zasužni, kdaj postanemo zasvojeni s tem. Vrednote so drugje. In če bi otroci večkrat to poslušali doma, seveda potem ne bi tako debelo gledali tistega pogumnega pedagoga, ki jim to v šoli pove, pa če je treba tudi na univerzi. Jaz pravim, nikoli ni prepozno, ne vržem puške v koruzo, oziroma raje bi rekel računalnika v koruzo ali pa mojih verbalnih sposobnosti, da jim to povem. Nikoli ni prepozno. In zato pravim, ja, vrednote so premalo spoštovane, ampak zato se moramo o tem pogovarjati in nikoli ni prepozno. Tudi 80-letnika lahko marsikaj navadimo, če ga bomo prepričali v tem, da je v poti navznoter morda več čarobnosti, kot je pri katerem koli popotovanju navzven. In navzgor. In navzgor, tako je, ker je res, da pri tem pomaga starost. To ni tako iz trte izvito. Jaz se spomnim že tistega predavanja iz leta 2015, ko sem malo rekel, lejte, tudi pri meni že lasje sivijo in se modrim očitno, ne samo sivim, ampak od tistega predavanja je minilo skoraj 10 let in danes, če gledam nazaj, že vidim, kaj vse sem se v zadnjih 10 letih naučil. Torej, ne bom rekel, da bi popolnoma drugače govoril kot takrat, ampak marsikakšna stvar bi pa lahko povedal bolj doživljajsko. Zato, ker to pa
prepričuje. Eno je govoriti o vrednotah, ne? Drugo je pa ravnati z zgledom. Če boš otroku pridigal o varovanju okolja, o podnebnih spremembah in ne vem o čem vse, hkrati pa recimo odprl okno v avtomobilu in odvrgel, ne vem, žvečilni gumi, cigaretni ogorek ali še kaj, ne, potem vemo, kakšen bo učinek. Če boš pa sam ravnal tako, ali pa recimo z obnašanjem, da boš prijazen do ljudi, da jih ne boš žalil in tako, da boš telefon doma umaknil nekam na varno, da ne boš stalno prilepljen na ekran, potem bojo otroci lažje tudi sami ravnali tako. Ne bom rekel, da 100% učinkovito, ker je starševsko okolje samo eno od, je tu šola, so tudi druge skupine ljudi, ampak kakorkoli gledamo, smo starši primarni. Super. Odlično si vse to povedal in to tudi razodeva, da si naš pristaš. Mi se trudimo, kot si Seveda. v uvodu povedal, že več kot 30 let na Andragoškem centru za to, da rečemo, nikoli ni prepozno za učenje, za izobraževanje odraslih in seveda s tem vzgajamo eno kulturo, upajmo vsaj ljudi, ki bodo že v otroški dobi razumeli, da se šola ne konča, za nekatere na žalost ne konča, za nekatere druge pa, ki radovednost ohranijo, šoli navkljub, si drznem reči, je pa to dobra novica, a ne, da res nikoli ni prepozno, da res obstajajo tudi priložnosti za to, da nadgrajuješ svoje znanje, svoje spretnosti, svoje razumevanje, svoje vedenje, svojo modrost, tako rekoč. In prav v okviru tednov vseživljenjskega učenja bomo letos spet v maju in juniju opozarjali na to in skozi dogodke te vrednote širili. In ko si govoril o vrednotah, sem malce in o generacijah, sem malce pomislila na to, midva sva približno ista generacija in se mi zdi, da smo bili vzgajani v tem duhu, kaj vse moraš, malo manj, kaj so tvoje pravice. In morda takrat, ko smo prišli na prag tega, da so se pravice navidezno vsaj povečale, da smo morda malce zbezljali, da smo morda svoje otroke vzgajali drugače, kot so nas, ampak kljub temu sama vsemu navkljub, kar se mi je dogajalo v tistem obdobju komunistične Jugoslavije recimo, ali pa neke zatrtosti tudi v primarni družini, ker pač nismo bili čist na liniji te komunistične države, ampak malce drugačni, nekje v nekem vmesnem prostoru. Sem kljub temu vesela, da moje otroštvo ni bilo tako preprosto in da niso bile tako zelo odprte vse opcije, ker sem znala ceniti potem pravice ali pa priložnosti, ki so se porodile. Mogoče ravno zaradi tega, ker sem cenila vse, kar je prišlo na mojo pot, med drugim tudi priložnosti za izobraževanje. Ja, res je. In to prenašanje potem naprej je bilo v našem primeru po moje kar samoumevno ali pa spontano, ne. Bom povedal en primer. Midva z Ester imava 2 otroka, seveda zdaj že odrasla, hčerka že poročena, no, sin še čaka, obadva sta prek 30, ampak spomnim se, da ju niti nisva silila ali ne vem kako prepričevala, da morata prvič v poletno službo pri svojem 15. letu, kar je zakonska meja, torej en mesec opravljati raznovrstna dela. Vem, da sta recimo delala na plaži tule v Portorožu, pa v restavracijah, v trgovinah, skratka, cela vrsta je bilo teh opravil, potem ne samo v času srednje šole, ampak ves čas med študijem, samoumevno. In nekoč se spomnim pripombe ene od naših kolegic, stanovskih, dobro stoječih materialno: "Zakaj pa vidva otroka silita v to počitniško delo, saj imate ja dovolj denarja?" Jaz nisem vedel točno, kaj naj odgovorim, mislim, da sem se v jezik ugriznil, da ne bi kaj pretirano
povedal, ampak to jima je dalo neko popotnico v smislu, kaj pa je moja dolžnost. Saj bi midva tudi lahko dala malo večjo žepnino ali karkoli že. Ne, gre za tisto, spomnim se, da je nekoč žena skorajda s solznimi očmi prišla domov, ko je enkrat šel en iskat, recimo sina, konkretno se spomnim, enkrat drug, pa pravi, joj, veš, kaj je moral danes Benjamin početi, je moral na plaži čistiti stranišča in tako naprej, pa kaj mu je tega treba bilo in tako. Sem rekel, pa se je on kaj pritoževal, da ne bo šel več. Ne, to je samo povedal, skorajda ponosno. Sem rekel, to je to. Kaj smo morali pa mi, recimo fantje, ne, vse v vojski početi, sem še tista generacija, ko smo eno leto to služili. Daleč od tega, da bi zagovarjal neko militantno vzgojo, ampak tu in tam nam pa že uide naši generaciji, da ne bi bilo slabo zlasti za fante, ne, da bi recimo 3 mesece mogoče preživeli v takšnem okolju. Brez orožja, brez česarkoli, kar je namenjeno nasilju in ubijanju, ampak kot občutek dolžnosti, da ti je samoumevno zjutraj, ko vstaneš, da poskrbiš za osebno higieno, da narediš posteljo, da kaj očistiš, kasneje kaj skuhaš, kaj narediš, vse to. Zato je to res pomembno, ne, kot rečejo, otrok se v bistvu zgradi prvih 7 let svojega življenja. Vse ostalo so variacije na isto temo. In če je teh ključnih 7 let zamujenih, ne, to bi se lahko tudi nevrološko pogovarjala, pravijo, da je otrok v tem času tako rekoč na pol hipnotičnem stanju, zato možgani zaradi frekvenc, ne, teta frekvenc vsrkavajo vse, kot da bi recimo otrok tako na pol meditiral, zato pije vse kot goba ali pa kot nepopisan papir, ali še bolje bi bilo reči kot kamera. Snema zvok, snema sliko, pa mogoče še kakšno zakulisje. Vse to otrok. Ne? In seveda, če to zamudimo, potem bo bistveno teže kasneje. In se mi zdi, da tu igrate institucije, kot je Andragoški center, pa mnoge druge, ne nazadnje tudi univerze, zelo, zelo pomembno vlogo. Tudi univerze, ne? Čeprav seveda se začne starši, vrtci, osnovna šola, srednja šola, ampak nikoli ne smemo odnehati. Ne, absolutno ne. Tole o pravicah in dolžnostih me na Hesseja spominja na to, kako on opisuje, pogosto si to prikličem v spomin, svobodo, a ne, da je to tisti živahni tok znotraj obeh bregov, ne, kot nek potok, reka. Zdaj pa tile tokovi, ne, včasih tudi pridejo kakšni vrtinci, ki te malo potegnejo, pride tudi kakšen padec in če imaš voljo, če imaš malo sreče in še marsikaj, a ne, pride potem tudi do pobiranja. Tudi v tvojem življenju je prišlo do tega, tudi v mojem življenju. In se zavedava žlahtnosti padcev in pobiranj, a ne. Bi še kaj o tem povedal? Meni se zdi fenomenalno, da končno lahko na ves glas govorimo o takih rečeh. Mi smo recimo organizirali forum na temo osebnih, čustvenih in medosebnih spretnosti za življenje. 20, morda celo 10 let nazaj, se o teh rečeh ni govorilo. Čeprav smo vsi doživljali marsikaj v neki osami, češ da nihče ne sme vedeti za to. Pa se potem lahko tako zelo lepo uglasimo na isti valovni dolžini in drug drugemu pomagamo takšne padce preseči. Ja, eden od takšnih zelo bolečih, pa hkrati pomembnih padcev, recimo je bila moja zasvojenost z alkoholom. O tem se dan danes bistveno več piše, upam, da tudi po moji zaslugi. Še vedno statistika pravi, da je v Sloveniji 250 000 ljudi okuženih s tem demonom, zaradi katerega pa trpi najmanj 500 000 ljudi ali še več. Jaz sem to premagal, ne bom šel v detajle, kako, ker je vse v knjigi opisano. Lahko bi rekel, da največ z pomočjo ljubezni, torej v tem primeru govorim o moji soprogi, o hčerki, ki je bila tudi občutljiva
na moje priložnostno pitje, ki pa vendarle ni bilo samo priložnostno. No, sin me je pa občudoval in tudi sam zapadel v to, ampak se, hvala bogu, pravočasno rešil iz tega brezna. Če gledam nazaj, kaj vse mi je to potovanje, recimo, ali pa ne bom rekel beg, ker je bilo načrtno potovanje, iz primeža alkohola prineslo, zdaj bo že praktično 8 let, je to nepopisno dragoceno in pomaga. Tudi sam sem bral izpovedi drugih, bil sem nekajkrat pri doktorju Andreju Perku, ki je bil tudi pri legendarnemu Ruglu, in še bi lahko našteval, ampak na koncu koncev moraš sam biti tisti, če si odrasel in zrel človek, moraš sam najti pot, ki te pripelje iz tega in te ukrepi, in potem nisi več neke vrste dušebrižnik, ne, da bi drugim pridigal. Seveda, od začetka sem bil tak, pa sem bil alergičen na kakršnokoli druščino, ki je popivala in tako naprej. Verjetno tudi zaradi tega, ker sem podzavestno pogrešal to, ne. Danes me to absolutno ne moti več. Tisto, kar me moti, je, če lahko tako banalno rečem, kakršnakoli pijana druščina. Ker me pa mogoče res spominja, kako sem se sam spremenil takrat, ko sem preveč popil. Torej, o tem je treba govoriti, seveda imamo še celo vrsto drugih zasvojenosti in namerno večkrat uporabim besedo zasvojenost, govori se o odvisnosti. Ne, to je že eufemizem, ne. Mediji vsi po vrsti, pa še kdo drug govori, odvisen od tega, odvisen od onega. Ne. Odvisnost je lahko čisto dobra stvar, odvisni smo drug od drugega, odvisen si od svojega ljubega, ne. To je zasvojenost. Zato je tudi prav včasih, a ne, da besedo imenujemo tako, kot je to prav. No, in drug primer, spet iz mojega življenja, pa se bo lahko kdo poistovetil, je pa karierni brodolom, ki je bil zame hud tudi zaradi tega, ker česa takega nisem bil navajen. Namreč, zelo na kratko povedano, kandidiral sem za evropskega sodnika in na koncu nisem uspel. V ozadju so bile anonimke in razna podtikovanja, pa tega ne govorim zato, da bi kaj zmanjševal tudi moj neuspeh. Je bilo tako, kot je bilo, ampak vem, kako so ljudje ali se naslajali na tem, pa bili tiho. Nekateri so mi pošiljali bodrilna sporočila, takrat, ko se je to zataknilo, to je bilo leta 2019, ampak daleč najbolj odkrito in tudi najbolj koristno sporočilo sem pa prejel od Marjana Ogorevca, ki ga oba zelo ceniva, ne. Marjan me je, po domače povedano, z besedami oklofutal. Je rekel, ne bodi žrtev. Jaz sem napisal že takrat en esej o tem, ki je v predelani obliki zdaj tule notri, ne, ampak takrat prva varianta je bila taka, jokajoča, ne. Kaj se mi je zgodilo, anonimka, ono, tretje. Marjan je lepo rekel, to si potreboval, nisi nobena žrtev, zdajle ti je težko, ampak nekoč boš spoznal, kako je bilo to zate dobro. In točno to se je zgodilo. Danes s tem govorim z veseljem v smislu, prvič sem res intimno vesel, da se mi je to zgodilo. Kaj pa vem, kje bi zdaj bila z ženo, nekje v enem Luksemburgu, bi imela verjetno bistveno več denarja in vsega, ampak koliko bi bilo pa negativnih reči, ampak kaj vse mi je odprlo vrata potem, tudi v smislu iskanja svojih nadaljnjih smislov. Meni je zdaj kristalno jasno, kaj bi rad počel, recimo, ko se bom upokojil. Počel poleg seveda družinskega življenja, ampak ne moreš ves čas biti svojo drago, jo držati za roke in božati psa in gledati televizijo, ne, da sem malo hudomušen, ali pa kilometre in kilometre hoditi na sprehod. Nekaj moraš imeti, no, in recimo v mojem primeru je to branje in pisanje, moja soproga
ima pletenje, kvačkanje, to naj usmišlja in tako se vidiva. Vprašanje, ali bi to res bilo tako, če bi postal sodnik, bi me zaneslo popolnoma v druge vode, to mi je zdaj jasno. In še nekaj se je zgodilo, to pa velja za vse padce, pa bom malo parafraziral tudi mojega prijatelja in znamenitega pisatelja in dramatika Evalda Flisarja. Nekje se mi zdi, da je bilo to kar v njegovi avtobiografiji, ki jo je v svojem stilu naslovil To nisem jaz, ne, pa piše o tem, kaj naj bi on bil, ne. Pravi, da kakšna katarza je bil trenutek, ko je končno obrezal vejevje svojih neuresničenih ambicij. Jaz sem pa to malo razvil, težko je njega kaj dopolnjevati ali pa razvijati, ampak malo sem sebi prilagodil, no, da bom lepše rekel, pa sem rekel, da sem tudi pri sebi obrezal suho vejevje na pomrznjeni oljki vseh uresničenih in neuresničenih ambicij. Torej, uresničenih zakaj? Zato, ker ni nobene potrebe, da bi se naslajal nad doktoratoma pa nad drugimi uspehi, neuresničenih, da ni v meni več tistega skorajda obsedenega, ne vem, hrepenenja, koprnenja po še kakšni funkciji, po čemerkoli pravzaprav, ne. To je porezano in sem si predstavljal oljko, ki živi tule pri nas v tem okolju istrskem, kaj se z njo res zgodi v takih primerih. Namreč dogodi se na 15-20 let, da pride pozeba, oljke je treba radikalno porezati, ampak po nekaj letih se ponavadi pojavijo novi poganjki. In to se je tudi pri meni zgodilo, ko sem bil sposoben te samorefleksije, ki je seveda boleča, ne. Odrežeš tudi kakšno vejo, ki ni še čisto suha. Ali je mogoče samo pretirano štrleča, stranska, potem, ko je to za tabo, ko se začneš vzpenjati, ko ni več padca, ampak je pobiranje, je pa življenje lepše. In zato se mi zdi zopet, ne, spet smo pri vrednotah, ne, ker ena od ključnih vrednot mora biti duševni notranji mir. In če bi me kdo vprašal, katera veda, katera disciplina pa mogoče to najbolj uresničuje, da ljudi uči, moje novo odkritje v zadnjih letih je tako imenovana logopedagogika, ki sloni sicer na logoterapiji, spomnimo se slavnega Viktorja Frankla, ki je v bistvu v koncentracijskem taborišču iskal smisel, ko je že vedel, da so mu pobili najdražje, ko ni vedel, ali bo preživel iz dneva v dan, pa je vendarle iskal smisel preživetja. Kaj pa je večji smisel za človeka kot to, da živi? Vsaj na tem planetu oziroma v tuzemstvu. Kaj je kasneje, ne vemo. Ne pridejo nazaj, da bi nam povedali, seveda lahko verjamemo, lahko si pomagamo s kvantno fiziko, z vero v posmrtno življenje, vse to, ampak živeti tako, kot nam je dano, zdaj pa je treba, ne? In je treba to tudi ohranjati. No, in tisto, kar se mi zdi čar logopedagogike, in imamo tudi v Sloveniji že vedno več strokovnjakov, je, da človeka obravnava v vseh treh dimenzijah, torej v telesni, v duševni in v duhovni. Zlasti ta plat duhovna se po moje še vedno pretirano zanemarja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja, kot da se tega še vedno bojimo, kot bi rekel zlomek križa, pa se ljudje tega ne zavedajo, da je duhovnost mnogo več kot sama religija. Tu se mi zdi, da je Dalaj Lama krasno primerjal, je rekel, veste, to je tako, kot če imate na razpolago čaj in vodo. Čajev je na tisoče okusov, so zdravilni, takšni, drugačni, temni, svetli in tako naprej. In čaji so podobni religijam, ne. Pravi, voda, ki je brezbarvna, lahko dolgočasna, je pa nujna za preživetje, je pa duhovnost. In ko sem to prebral, in to rad povem zdaj ljudem, zato ker recimo, ko smo
pred nekaj leti pripravljali nov predmet na naravoslovno-tehniški fakulteti. Ga rad omenim, ker je nekaj novega, povezuje družboslovje z naravoslovjem, imenuje se celostno razmišljanje in delovanje. Smo o tem tudi pisali in se spomnim reakcije na en moj članek v sobotni prilogi Dela, češ, da nekateri zaposleni na Univerzi v Ljubljani skušamo skozi stranska vrata v to institucijo pripeljati Boga. Samo zaradi tega, ker je bilo malo več tudi o nematerialističnem razmišljanju ali pa pogledih onkraj, o postmaterialističnem, morda tudi zato, ker je bil in še vedno je eden od zelo pomembnih zunanjih predavateljev pater dr. Karl Gržan. Namesto, da bi ljudje bili veseli pa rekli, končno se povezujemo brez predsodkov, brez ločevanja na vaše, naše, levo, desno, verujoče, neverujoče, partizane, domobrance in da ne razlagam naprej. No, to razlikovanje je bil pri meni recimo tudi eden od poglavitnih razlogov, da sem se po 5 letih nesojenega, bi rekel, ali pa nenadejanega udejstvovanja v politiki, potem od politike tudi poslovil. Ja. Ja, ravno to sem imela v mislih, ko sem prej rekla, končno zdaj več govorimo o tem in se mi zdi, da bo tudi tale prispevek današnji še en tak glas, ki opozarja na to nujnost preseganja nekih delitev, nekih napačnih razumevanj, ali to niti ni razumevanje, to je v bistvu neka, kaj bi rekla temu, nekih prepričanj ali pa nekih resnic, ki jih širijo parcialno in s tem zanemarjamo vodo. Voda je vir, oziroma ima svoj vir, ne, prihaja od nekod in tega se moramo zavedati. In je pomembno, da tudi na ta način širimo, bom kar rekel, dober glas v deveto vas in onkraj, namreč besed ne smemo podcenjevati, ne, ker nekdo pravi, ja, samo besede. Besede so zopet kar pogosto omenjene v različnih verskih in filozofskih spisih, saj vemo, prvo je bila beseda in beseda je bila pri Bogu, z besedo je možno premikati gore in tako naprej. In to je vse res, ampak bom konkretno postregel s primerom. Besede imajo lahko tudi tako imenovani performativni učinek, sama beseda po sebi. Recimo beseda oprosti. Če je iskrena, je s tem vse narejeno. Torej smo že z izgovorjeno besedo naredili svoje. Ali pa rad te imam, ljubim te. Ne potrebujemo zlatega prstana, padca na kolena in ne vem kaj še vse, pompozno zopet, tako da smo okolici všeč, pa socialnim omrežjem, našim sledilcem. Ne, če je iskreno in tega se tudi premalo zavedamo, seveda pa je res tisto, kar sva se že prej pogovarjala, da zgledi vlečejo, ne. Celo pravi pregovor, ne, da besede mičejo, ne, torej premikajo, bi rekli v moderni slovenščini, ampak zgledi pa vlečejo. Tako da ta kombinacija, se pogovarjamo, ampak jaz sem prepričan, ko boste recimo vidva z Darjanom zdajle odšla nazaj v prestolnico, bosta to, kar so se midva pogovarjala, živela. In jaz tudi upam in verjamem, da bom to naprej živel. Tako pa grejo sveče. Ena od drugih, z eno svečo lahko prižgemo 1000 drugih in se svetloba širi. Ja. Tako kot te poslušam, tudi sam si prej rekel, eno je, da govoriš o vrednotah recimo danes, drugo je, da si nekaj doživel in da govoriš iz prepričanja ali iz doživetega, iz izkušnje. Iz srca tudi, ne? Iz srca. Ja. In mi prihaja na rek, človek sem in nič človeškega mi ni tuje. Ja. Mislim, da prav izkušnje, doživetja, dobra in slaba, na koncu so vsa dobra, kot smo slišali tudi na tem primeru, a ne, tvojega poskusa, tvoje degradacije, tako bomo rekli. Vse to širi tvoje obzorje, poglablja tvoje razumevanje in tudi zato ni nikoli prepozno. Mi se na Andragoškem centru ukvarjamo
posebej še z ranljivimi ciljnimi skupinami, tistimi, ki niso imeli, če jaz gledam svoje življenje, kakorkoli sem v relativno revnih okoliščinah, ozkih okoliščinah odraščala, pa je mogoče res takrat družba poskrbela za to, da je bilo več možnosti, da si lahko šel, če si le bil priden, dokaj daleč, dokaj visoko, a ne, in podobno tudi ti. In se mi zdi, da nas je bilo kar nekaj, ki še ob bok temu, da smo to doživljali kot svojo dolžnost, da smo nekaj dosegli v življenju. So pa ljudje, na žalost, ki resnično nimajo teh prvotnih danosti, in mi s tedni vseživljenjskega učenja in tudi z drugimi pobudami, projekti skušamo tudi tem ljudem povedati, da so priložnosti in te priložnosti tudi nuditi. Verjamem, da tudi ti s svojimi dejavnostmi skušaš odpirati oči tudi takim. Jih srečuješ morda vsak dan tudi na... Seveda, Ja. eden od lepših dogodkov v lanskem letu je bilo moje gostovanje v domu Nine Pokorn v Žalcu. To je dom za starejše občane s posebnimi potrebami. Res, da sem predaval o vrednotah, o spoštljivem komuniciranju, o pogledih onkraj materialistične paradigme zaposlenim, ampak je bil lep odziv, bilo je 40-50 ljudi, imel sem priliko tudi malo spoznati sam dom, način, prijetno okolje, kako so ljudje požrtvovalni, in se bom zagotovo še kdaj tja vrnil. Zaradi tega, ker verjetno tudi zaradi dodajanja let, ne, lastni starosti, človek bolj vidi tiste, ki nimajo več toliko energije. Zdaj, ali so prikrajšani gibalno ali kako drugače že prej, ali pa nenazadnje v tako imenovanem tretjem življenjskem obdobju. In tu absolutno podpiram očeta. Moj oče Milan se poleg glasbe tako rekoč tik pred 90. dopolnjenim letom starosti aktivno ukvarja, recimo na festivalu za tretje življenjsko obdobje in tako naprej, ravno recimo s poimenovanjem ali pa terminologijo v povezavi s starejšimi ljudmi. Pravi, nič o nas brez nas. Torej, če starejšim ne odgovarja, da jih imenujejo starostniki, starci in bog si ga vedi kako še, in to se v medijih ves čas počne, potem moramo to spoštovati. O tem je pisal že profesor Vid Pečjak in se zdaj to nadaljuje. In ta subtilnost, to spoštovanje je še kako pomembno za medgeneracijsko povezovanje in tudi drugače. Recimo, pozdravljam predpis, ki narekuje, zakon je to, ki narekuje vsem javnim institucijam, da se bodo do konca tega leta prilagodile osebam s posebnimi potrebami, torej invalidom in drugim. Pomeni, da recimo na naši fakulteti ne bodo samo stopnice v drugo nadstropje, ampak bo tudi dvigalo ali kaj takega. Žal se to prepočasi dogaja. Žal so ljudje, dokler so polni zdravja in energije, premalo odprti za to, češ, saj to ni potreba. Kaj pa, če dobimo enega študenta na generacijo, bomo takrat se ukvarjali s tem, kako bo študiral. Kaj pa, če se kakšnemu profesorju karkoli zgodi ali pa drugo. Tako da to se mi zdi zelo, zelo pomembno, kajti to je temeljno sočutje. So bile sicer v davni preteklosti družbe, ki so se celo znebljale takšnih ljudi, ampak v večino primerih so jim pa pomagale. Pravijo celo znanstveniki, da je nam skrb za sočloveka vgrajena v gene. Kljub epigenetiki, ki zdaj dokazuje, da je relativno malo pogojeno z genetiko, bistveno več z vplivom okolja, mislim, da to kar drži. Zato, ker to človeka ohranja pri preživetju. Kako pa bi, ne vem,
neko pleme preživelo. Zdaj, lahko je to nekaj ljudi, lahko je to vas, potem kasneje mesto, pa tako naprej, če ne bi si pomagali. Ja. In ni treba reči gliha v kup štriha, ne. Gre za to dragoceno pomoč in zopet je treba ljudi v tem duhu vzgajati. In zato res sem vesel, da so to temo načela, kajti, saj pravim, ta moja izkušnja v Žalcu, pa potem še mnoge druge, recimo sem imel priliko že kot politik spoznati tudi otroke z Downovim sindromom, pa karkoli drugega. Recimo moja kolegica, pravnica, doktorica Sara Ahlin Doljak, ima ALS, torej bolezen, multiplo sklerozo. Javnost jo recimo zelo dobro pozna po znamenitem Stephenem Hawkingu, ne, fiziku, ki je tudi že pokojen, ampak kljub temu, da je kolegica priklenjena na voziček, da dobiva hrano po cevki, diha s pomočjo cevke in tako naprej, govori s pomočjo elektronskega komunikatorja, ona predava, ona je še vedno odvetnica in med drugim je napisala knjigo, kako v življenju reči da, ne. Torej, in vedno znova torej, kadar mi je težko, seveda tudi meni je kdaj še težko, saj nisem iz teflona, kot rečejo, ne, ampak potem, ko primerjam kakršnokoli mojo težavo z njenimi in hkrati potem tudi na družbenih omrežjih začutim njeno energijo, ki je povezana z vero, ki je povezana z odnosom, ki ga ima s svojim možem, svojo družino, rečem, wow, to je tisto. Vidite, koliko se lahko naučimo od teh ljudi, pa to zanemarjamo, ne. Tako da, ja, vsi smo povezani z vsem. Definitivno, ja. In to so vse tudi razlogi za hvaležnost, ki je še ena od tistih vrednot, ne. Izjemna hvaležnost vedno znova bi morala biti omenjena kot vrednota. Biti hvaležen za vse. Od tega, kaj midva počneva, od tega, da smo se danes zjutraj zbudili, do česarkoli pravzaprav. Nenazadnje tudi do slabega. Tudi do slabega, ja, zato ker prinaša priložnost za dvig, za preobrazbo najprej Res je. in dvig, a ne, in predvsem pa tudi za to širše razumevanje sveta, in za potovanje navznoter. Tudi jaz sem na neki način na tem, a ne, da dajem temu prednost. Nimam še čisto definiranega, kaj bom počela v obdobju, ko se bom upokojila, ampak približno pa imam določene svetilnike, bom temu rekla. Ti si omenjal veliko ljudi iz svoje preteklosti in sedanjosti. Meni je bilo zelo drago, ko sem ugotovila, da omenjaš kakšne svoje učitelje. Tistih zoprnih nisi hotel imenovati, veliko ljudi pa imenuješ. In se mi zdi, da ime, tako kot beseda, ki si jo prej poveličeval in je prav tako, da ime nekoga, ki je bil in odšel, večina njih tvojih učiteljev verjetno je že odšla, ostane na ta način zasidranih nekje. Itak so, ne, če verjameš v to našo prepletenost, v to energijo, kar mi smo, potem tudi ni ločnice med preteklostjo in prihodnostjo in sedanjostjo. Ampak tako lepo se mi je zdelo, no, da jih poimenuje. Hvala. Res je. In nenazadnje ime in priimek je nekaj, kar je torej skorajda najbolj osebno za vsakogar. Zato študentom običajno v prvem letniku, pa tudi drugim ljudem, recimo poslovnežem, kamor me povabijo, da kaj povem o retoriki oziroma moja recimo specialiteta, če lahko tako rečem, so osnove spoštljivega komuniciranja oziroma sporazumevanja. In dam za primer zelo, zelo pogosto napako iz vsakdana, namreč pisanje elektronskih sporočil, pozdravljeni, vejica, spoštovani in tako naprej, kar ni dobro. Vsi imamo imena in priimke. In zakaj se bojimo tega uporabiti, recimo v določenih drugih kulturah, včasih celo pretiravajo s tem. Saj sama veš, recimo v Ameriki,
Torej, nekaj najslabšega, kar se človeku lahko zgodi, da pozabi ime sogovornika oziroma kogarkoli, ki ga je spoznal. Jaz si ne znam predstavljati, da bi se v angleščini kakšen dopis začel hello, pa več abstraktno, ne. In skušam ugotoviti, zakaj je to tako, in ugotavljam, da se ljudje tudi na ta način nekako skrivamo, kot da nas je strah tega, da bomo nekoga imenovali, ker čim ga imenujemo, imamo občutek, seveda zmoten, da smo se s tem bolj izpostavili. Saj se je treba izpostaviti, ne. In upam in vidim potem razliko, da prihajajo drugačna sporočila. Nekateri napačno razumejo pa mislijo, da to govorim zaradi raznih akademskih naslovov pa tako naprej. Jaz jim povem, ne, ni v tem poanta, zato jim raje dam za primer koga drugega. Lahko pišejo gospe Snažilki, lahko pišejo našemu Mikiju, recimo gospodu, ki skrbi praktično za vse naše fakultete, ne. Pomembno je samo, da ga imenujejo za besedo. Potem jim povem seveda, da mogoče ne bo ravno primerno, dokler ne diplomirajo, da bojo meni napisali dragi Marko ali pa spoštovani Marko, ne. To se pač na univerzi pa tudi kjerkoli drugje ne spodobi, ampak ime in priimek. In zato je v tej knjigi kar nekaj imen in priimkov. Saj sem bil v dilemi, ne, ker to mogoče kvari ali pa po okusu koga liči literarno vsebino, literarni del, ne, je preveč potem res avtobiografsko. Ja, pa prav je, da je tako. In so omenjeni tudi ljudje, ki so še z nami, ki so to lahko prebrali, upam, da z nasmehom na obrazu, z hvaležnostjo, in kot si sama lepo povedala, kritizirati pa nisem hotel. Ne, da se bojim, ne, da se mi kritika ne zdi primerna, ker je dobrohotna kritika lahko zelo koristna, ampak vendarle je treba biti sočuten, empatičen in pomisliti, kako bi se pa ta človek počutil, da bi zdaj prebral kaj slabega v knjigi in v sebi. In ljudje smo takšni, da zlasti na prvo žogo, ne, kot radi rečemo, nimamo radi, da ljudje slabo govorijo o nas, ne. Pol, ko to prebavimo, prespimo, premislimo, lahko ugotovimo, da je marsikaj res, se skušamo poboljšati vse, ampak ne. In tega se držim recimo tudi, ko pišem kratke vtise, niti ne bom rekel recenzije v knjigah, recimo na Facebooku. Zelo mi godi, nekdo me je že primerjal, da sem moška varianta Mance Košir, ne. Daleč od tega, ampak res rad berem, rad pišem. Ampak pisal bom samo v knjigah, ki so name naredile dober vtis. Knjige, ki me puščajo hladne, pa jih je malo, ampak so, ne, v teh knjigah ne bom govoril. Kdo pa sem jaz, da bom zdaj za neko knjigo rekel, da je slaba, da jo ljudje naj ne berejo. Mogoče je bil to samo moj hipni trenutek, moja nerazpoloženost. So knjige, ki sem jih ne vem kolikokrat že začel brati, recimo, to pa bom omenil, ker je tako, ne, 100 let samote. Vsi tako opevajo knjigo znamenitega Marqueza, na Netflixu je zdaj film pa to. Jaz mislim, ne bom pretiraval, če rečem, da sem vsaj 5-krat to knjigo začel brati, vedno pridem malo dlje, ampak še vedno mi ne gre. Ne vem, verjetno je z mano kaj narobe, ne s knjigo, ne, ampak tako je. Ali pa ni to moj način dojemanja. Tako je. Ali pa ni usmerjena v svetlobo, v katero si Mogoče, očitno res. ti Ja, pa imam drugače recimo zelo rad magični realizem, celo je Mate Dolenc, ki je tudi prispeval spremno besedo k mojemu prvemu romanu, je to omenil, da knjiga na trenutke spominja na magični realizem, in to mi silno godi, ker to odraža malo ta moj domišljijski svet in to moje prepletanje, ne. Da ne rečem tistega Pavlihca, ki v meni ves čas rogovili, ne, bodisi z mano ali pa z veliko začetnico, ampak ne moramo biti vsi za vse, ne. In tudi tako rokovanje, torej človeka lahko lepo imenuješ z imenom in priimkom, ne da bi ga kakorkoli užalil. Takšna subtilnost veje iz vsega, kar pripoveduješ, pa iskrenost.
to dvoje gre včasih skupaj, ne pa vedno, ne, ker iskrenost včasih opozarja tudi na kakšno reč, ki bi jo bilo treba popraviti pri sebi, pri drugih in tako naprej. Ampak mislim, da je to zmagovita kombinacija vendarle, a ne, tako na malo daljši rok. Marko, marsičesa sva se dotaknila in veš kaj, jaz stavim, ko bodo slišali naši koordinatorji tednov vseživljenjskega učenja ta pogovor, te bodo poklicali in te želeli angažirati v času tednov, kar je maj in junij, pa jaz vem, da si ti takrat zaseden, a ne, tako da se boste dogovorili za kakšen drug termin ali pa morda vendarle predstavitev tvoje nove knjige, ki je tik pred zdajci, bo zasijala na katerem od prizorišč TV-jev, o tem sploh ne Hvala lepa dvomim. in seveda vsem maham. Ja. Zopet bi Manca rekla, vam maham, ne, tokrat iz onstranstva, no, jaz sem zaenkrat še v tuzemstvu, ampak res vsem želim krasne tedne, krasno sodelovanje in samo tako naprej s polnimi jadri, če lahko uporabim morski jezik. Ja. jezik, ja. Jaz bi te kljub temu še nekaj vprašala, in sicer vseživljenjsko učenje je vgrajeno pri tebi, se mi zdi, ta kultura, ta način življenja, pravzaprav je to pri tebi in v tvoji skupnosti ljudi, s katerimi si na isti valovni dolžini, a ne. Kje se ti najraje učiš, ampak v tem najširšem pomenu besede? Je to zate narava, so to zate knjige, kot si že omenil, so to zate odnosi z ljudmi? Kaj so tvoja učna okolja najljubša? Vse našteto. Vse našteto. Vse našteto, čeprav prednjači knjiga, torej kar se tiče klasičnega učenja, sem precej konzervativen, kar pomeni samota, knjiga v roki, brez motečih zvokov. Nisem eden od tistih, ki bi hkrati poslušal glasbo, gledal televizijo ali karkoli že. Rad počnem eno stvar hkrati, poleg vseh ostalih telesnih, za katere skrbi podzavest, ne, torej dihanje in srčni utrip in vse to. Knjiga je nekaj, kar me res vedno znova magično mami. Vedno berem s svinčnikom v roki, si počrtujem, imam težave pri izposojenih knjigah, ampak tam potem to vestno zradiram. Če je treba, čeprav kar veliko knjig kupujem, tako da prevladujejo te knjige, in nekako potem razmišljam, tudi ko skorajda, kot rečeno, v vsaki knjigi nekaj malega napišem, tako tudi sam sebe testiram, ali sem sposoben bistvo zajeti v nekaj odstavkov. To je tudi, po moje, svojevrstno učenje. Odnosi vsakodnevni, seveda izjemna valilnica, bi rekel, boljšega človeka, kajti če svoje odnose analiziraš, jaz imam to navado zvečer narediti, a ne, ko po prejšnjih 2 meditacijah, ena je zjutraj že, druga je enkrat popoldne, no, večer, torej tik pred spanjem, ko že odložim knjigo, pa ponavadi v mislih namenim in molitvam, in te molitve so prepredene z to samooceno, samorefleksijo, in seveda se človek mora potem iz tega kaj naučiti, ne. Kajti kljub temu, da sem kar v primerjavi recimo z 10-15 leti nazaj kar dobro razegovan, ne, če lahko uporabim to mojo skovanko, da je moj ego bistveno manjši, kot je bil, pa se tu in tam še vedno pojavi, ne, zaradi zunanjih okoliščin. Tako nas kaj spravi ob živce, vsi smo iz mesa in krvi, a ne, in po moje tudi tisti, ki meditira v neki himalajski votlini, seveda tam je najlažje. Najtežje je biti duhoven, zrel, dober človek, obdan z ljudmi. To je tisti ta pravi test. Nekdo je enkrat rekel, lepo je rekel, ko že mislite, da ste razsvetljeni, ne, poskušajte preživeti en teden s svojimi najdražjimi zopet, ne.
recimo to je sicer rekel Ram Dass, ne, Američan, in ponavadi se to dogodi za Božič, za kakšne praznike in potem se največkrat vsi skregajo, ne, ker niso več navajeni tega sožitja. No in poleg knjige in ljudi bi pa izpostavil naravo. To pa mislim, da je neizkoriščena priložnost, mislim, da bi se tudi otroci bistveno bolj morali vrniti v naravo. Včasih smo imeli šole v naravi, pa izlete, pa skavte in tabornike, ne vem kaj še vse, tega je zdaj manj. Narava je res najboljša učiteljica. Kajti v naravi vidimo, kaj se dogaja in tudi začutimo to našo povezanost, ne. Tako da tudi sam poskušam, seveda letom primerno, ampak s prehodi, živim na podeželju, moj pes mi ne samo omogoča, ampak me tudi sili v te redne sprehode. In ko recimo zdajle opazujem prebujanje narave, oziroma narava je že kar prebujena tule ob morju, a ne, in potem vse ostalo, ali pa potem zaspanost, ki se dogodi z jesenjo, vse to hkrati lahko kaže ali na rojstvo ali na minljivost, ampak zlasti na to povezanost. In je res fascinantno, da smo na tem majhnem drobcu, na tem atomčku v vesolju sposobni imeti ta kraj na Zemlji. Zato se strinjam s tistimi, ki pravi, zakaj sanjamo o raju v posmrtnem življenju, če ga imamo že na Zemlji, pa ga ne znamo izkoristiti, ne. In biti hvaležni. In biti hvaležni, ja. Ja. Jaz sem vsekakor izredno hvaležna za tvoj čas, za tvojo iskrenost. In si samo želim, da bi res ta beseda, te besede, ki so bile spregovorjene, da bi se širile, da bi navdihovale soustvarjalce tednov vseživljenjskega učenja, pa še marsikatere druge priložnosti in vse ljudi, ki jih bodo pač dosegle in nagovorile. Prisrčna hvala in vse dobro tudi vnaprej. Hvala, Zvonka, tudi tebi. Čestitke še enkrat Andragoškemu centru in še na mnoga leta, najmanj še naslednjih 30 let vaših res hvalevrednih projektov. Hvala. Hvala.